Prvi festival pametnih rešitev, ki je potekal pod okriljem mestne občine, je vsekakor pomemben korak pri gospodarskem in socialnem razvoju Kranja, Gorenjske in, če hočete, tudi Slovenije. Zdi se mi zelo pomembno, da za pametne rešitve, za pametno mesto poiščemo čim širši nabor dobaviteljev ali pa tistih, ki rešitve ponujajo. Pametno mesto je integrirano prav v vsak delček naše trajnostne urbane strategije, torej krovnega dokumenta do leta 2030. Na vseh tematskih področjih, pri vseh strateških ciljih je pametno mesto vključeno. Veliko na občini, pa na naših javnih zavodih, javnih podjetjih že imamo pametnih rešitev, izziv je pa to, da niso povezane. Svoje pametne rešitve je predstavilo 19 podjetij, ki so imela kar zahtevno nalogo. Moje zahteve bodo predvsem v tem smeri, da mora vsaka rešitev združevati ali pa reševati izzive ne samo na občini, ampak da mora povezati občino, vse zavode, društva, klube, javno podjetje, ne nazadnje tudi državo in pa sosednje občine in države. Prednost bodo imele že izdelane rešitve, ki lahko združijo vse sisteme in bodo bistveno olajšale življenje in bivanje ljudi. V 21. stoletju je življenje neizogibno povezano z interaktivnimi multimedijskimi storitvami. Naše podjetje je specializirano za razvoj rešitev, ki podpirajo sodelovanje v dobi interneta, v dobi nove generacije komunikacije. Mi smo naredili neke vrste, temu bi rekel, telefonsko centralo bodočnosti, orodje, s katerimi bi lahko občani, obiskovalci in pa administracija učinkovito komunicirali in omogočili vsem ostalim partnerjem, da spravijo skupaj eno enotno uporabniško izkušnjo. Festival pametnih rešitev je naletel na odličen odziv tako občanov kot podjetij. Za nas je ta projekt izjemno zanimiv. Media Interactive je že leta 2009 bil iniciator projekta e-Gorenjska, pametna pokrajina, tako da vse, kar bomo danes tukaj predstavljali, pravzaprav rezultate enega velikega fokusa in prepričanosti, da digitalna skupnost potrebuje ustrezna orodja. Pametne rešitve s področji e-uprave, e-demokracije v smislu sodelovanja občanov pri odločanju, e-mobilnosti in e-okolja so dobile zeleno luč. Bo pa potreba še precej znoja in truda in volje k sodelovanju, partnerskim odnosom, da nam bo uspelo.